Lep in prijazen dan vam želim iz Ljubljane, natančneje iz področja nakupovalnega središča BTC ali BTC City, kot pravijo uradno. Tukaj smo na povezovalni cesti. Zdaj smo v nakupovalno središče, kar pa mislim, da ne bomo storili, ampak se bomo zapeljali mimo po industrijski cesti, ki nas bo popeljala vse tja do izhoda na avtocesto. In naš namen je, da vam pokažemo to področje. Na desni strani se nahajajo predvsem podjetja, ki se ukvarjajo s transportom in seveda z skladiščno opremo in ostalimi dejavnostmi, ki so pomembne za njihovo dejavnost. V tem področju ima tudi družba BTC svoj tako imenovani dispečerski kompleksni center in glavno svoje skladišče za polnjenje polic. Slovenska družba, seveda neposredno Spar. Avtocesto so nedavno uredili, tako da je v bistvu res kot dvopasovnica ustrezna za različne poslovne namene tistih, ki v bistvu imajo seveda svoje poslovne objekte na tem področju. Tukaj na levi strani zdaj boste zagledali kompleksno področje podjetja Spar, ki imajo tudi znotraj sistema svojo pekarno lastno za polnjenje polic s proizvodi. No, vidite te naravnosti, vidite Spar. No in mi bomo seveda tukaj zavili naprej. Mimo grede, boste verjeli, odkar so spustili cene naftnih derivatov, te drvijo. Dizel recimo stane pri Molu tukaj le 1,217 evro. Pa 1,20 evro. 21,7 centa. No in to je že tretji krožni promet, ki smo ga speljali. Tisti, ki rabite neko površino za razvoj, jo imate na desni strani in mi se seveda tukaj peljemo mimo in bomo mimo grede pogledali, kakšno ceno imajo pri največjem slovenskem trgovcu naftnih derivatov. Če bomo uspeli opaziti iz te pozicije, če ne pač drugič, žal. Žal ne vidimo, kakšno ceno za svoje naftne derivate imajo v Petrolu, ampak ne bistveno drugačne kot Mol. Namreč to ni kot v Avstriji, ker so cene prilagodljive glede na čas, ker pač to še vedno deluje kot monopolni sistem. To so dejstva. No, mi se zdaj peljemo proti Zalogu, Polju, Mostam in seveda proti središču Ljubljane.
plezala okoli Mostne Fužine. In seveda piše tudi center, tako da vemo, kje ste, oziroma kje smo. No, pojdimo tukaj na Mostovo cesto proti središču mesta. Na levi strani je celotno naselje, ki ga vidite, področje Fužin. Vidite si te zgradbe stanovanjskih blokov, ki so praktično tega težišča, pa vse tja do Krijukove ceste. No, v tem področju se nahaja tudi ljubljanska toplarna in prav prijetno osnežuje okolje, čeprav si pravijo, da v bistvu spušča sled. Recimo, da je tako, čeprav strokovnjaki, vse tisti, ki se ukvarjajo z ekologijo, žal ne menijo, da je ta njihova trditev točna. Torej bomo mi potrebno in se spodobi vozili 60 in to predlagam tudi vam. V letu si bom pogledali, koliko stane tukaj dizel. 1 evro 2,19 centa, torej cena je ista. To je OMV, ona je bil MOL. Prej veljajo pravila tihega dogovora, ki ga dopušča država. V Avstriji žal to ne bi dopustili, ali pa si lastniki črpalk to ne bi privoščili. Recimo, zagotovo stane dizel gorivo v Avstriji in tudi bencin v tem trenutku manj kot evro. Si predstavljate razmerje plač Avstrije in Slovenije, pa se odločite, kako je to mogoče. Mogoče zato, ker v bistvu pač dovolimo, da nas može vsak ima 5 minut časa. No, vidite, to je nekje konec kompleksa stanovanjskih zgradb in objektov Fužin in pa Štepanjsko naselje. In mi se nahajamo že na področju Most in sicer se peljemo po tej cesti skozi križišče Zaloška Krijukova proti centru mesta. No, tega ne bomo storili, ampak bomo tale del posnetka namenili še temu, da vam pokažemo delček področja v Mostah, kjer je bilo nekoč neprav razvito področje, kar še vidi se danes, predvsem z objektov na levi strani, na desni pa so objekti, ki so bili zgrajeni v času socializma. Na levi strani pa so objekti, ki so bili nekoč v starih časih na področju, kjer so imeli svoje stanovanja različni delavci.
vidite to. Zdaj leživo, sicer na levi strani. In tukaj se bo naš prispevek tudi zaključil, ker smo prišli v krono in je bolje, da zaključimo, ker končajmo z napotkom. Če ste na cesti, vozite varno, brez prekrška in seveda upoštevajte vsa pravila, ki so pomembna za varno vožnjo. Zase in za vse ostale.